Z menoj v studiu je pa že Emil Ledenko osebno. Dostikrat so mi že prijatelji rekli, ne, pa daj povabi Emilja, povabi Ledenko, to je noro, kaj mi počnemo, kako nas on natrenira, da preživljamo v vodi. Emil, lepo pozdravljen v naši družbi in ti si strokovnjak, ali kako bi temu rekli, za Wim Hofovo metodo, ne, si naš lokalni Iceman, ne, ledeni mož. Tako nekako. In Emil, kako se je vse skupaj začelo? Kdaj si se ti spoznal z ledeno vodo in jo začel uporabljati kot nekakšno terapijo, bi lahko rekli? V bistvu ja. Prvo hvala za povabilo v oddajo. Z ledeno vodo sem se srečal pred dobrimi 4 leti. In sicer z razlogom, ker mi je bila diagnosticirana huda oblika artroze kolka in sem nekako iskal rešitev, kako si olajšati bolečine. In najbolj hecen je bilo to, da sem bil predtem najbolj zmrznjen človek na svetu. Ne. Mene je zebal ful, tuširal sem se s kropom, torej z vročo vodo, kolikor je moj telo lahko prenesel. V morje pod 23 stopinj nisem šel, tako da jaz sem bil v bistvu vse kontra mrzli vodi. In potem v tistem času, ko pa človek išče neke rešitve, kako bi si pomagal, v bistvu gre pa tudi preko, bom rekel, teh strahov, podporov, tistih najglobljih strahov, ne? Ker pač enkrat, ko je to hudo, da iščeš vsako bilko rešilno, ne, v bistvu narediš tudi tisto, kar ti ne paše, ne. In ko sem se srečal z Wim Hof metodo, nekako sem, dihalne vaje, super, to sem že prej delal, določene meditacije pa dihalne vaje mi je bilo blizu, ampak mrzla voda mi je bilo pa nekaj najhujšega, kar obstaja, ne. In sem rekel, ampak če mi bo to pomagalo, grem tudi preko tega, ne. In nekako sem premagal te odpore, te strahove in videl sem, da že takoj po prvih teh dihalnih serijah, recimo, ko sem jih naredil, da je bil to popolnoma drug pristop. Jaz sem prej probal zmrzniti tušem parkati, ne, ampak to je bila borba na življenje in smrt. To je bilo vpitje, tuljenje, bilo mi je toliko neprijetno, zdržal sem tistih 10 sekund in to je bilo to, ne. Ko sem šel pa prvič s pomočjo dihalnih vaj pod mrzlo tuš, ne, je bila pa to čisto nekaj drugega. Ne bom rekel, da mi je bilo prijetno, ker je pač ipak mrzla voda, ampak ni mi bilo pa neprijetno. In to je ta bistvena razlika, ki jo pa naredi dih, oziroma zavestno dihanje. Prej si omenil strah, ne. A se ti zdi, da je to tako strah, ne, ker jaz isto ne maram neke zelo mrzle vode, ne, rad imam počakam, da na tušu res priteče ta topla voda, preden začnem, da je to ta strah pred mrzloto, pred mrzlino, pred občutkom mrzlosti, ne. Ja, tukaj dve stvari pač. Ena stvar je, da je pač mrzla voda kot taka neprijetna, že zato, ker telo ima temperaturo, ne vem, 36,5, ne, voda iz, ne vem, tuša ima pa 10-12, ne. In že ta temperaturna razlika v bistvu povzroča neugodje, ne. Drugo je pa ta strah, ki je v naši kulturi že privzgojen, ker nam že od majhnih nog govorijo, da se treba bati vsega, kar je povezavi z mrazom. Se pravi, mrzle vode, vetra, nizkih temperatur, ne s bosi hoditi po ploščicah, ne sedeti na mrzlem, se boste prehladili, mehur se bo prehladil, ne vem, pljučnico boste dobili. Se pravi, mi smo vzgojeni v kulturi strahu pred mrzlo vodo. In to popolnoma nepotrebno. In to si ti včasih počel le zase, zdaj pa tudi druge ljudi že popelješ v svet mrzle vode in začnete pa prav s tem, z dihalnimi vajami. Najprej treba obvladati pravilno dihanje, da se lahko potem tudi varno, tako rekoč, kopamo v ledeni vodi. Tako je, to je najbolj pomembno, se pravi, moja naloga je, da ljudi predvsem varno popeljem mrzlo vodo. In jaz sem cirka 2 leti pa pol prakticiral samostojno, se pravi, da sem se res poglobil v to, sem tudi pač raziskoval druge dihalne tehnike, tako da na koncu sem prišel do tega, da mi sama Wim Hof metoda, način tega dihanja ne paše najbolj in sem ga malo prilagodil. Ampak pač to je nepomembno. Poglobil sem se vase, videl sem, da stvar deluje, da lahko popolnoma varno in prijetno celo vstopam v mrzlo vodo. In ko sem na sebi naredil in zdravstvene rezultate in rezultate na počutju, na moji samozavesti, na moji samopodobi, sem rekel, da to izkušnjo lahko predam naprej, ne. In tukaj sem videl ogromno prostora za vsakega posameznika, ki želi delati na sebi, da lahko s pomočjo pravilnega dihanja in mrzle vode naredi ogromno spremembo. In kot si je rekel, dihanje je res osnova, ko se enkrat pravilno pripravi telo z dihalnimi vajami, mrzla voda niti približno ni tak bav, kot si ljudje predstavljajo.
Tako, smo v kontroli svojega telesa. Absolutno. Bolj, ne, se ne prepuščamo to k tem zunanjim elementom. Ne, je to nek zen občutek? Na nek način? Ja, v bistvu tukaj se gre za aktivacijo notranjih procesov v telesu. Ne. In stvar je samo v tem, da iz pravilnim dihanjem se aktivira hipotalamus, to je žlezo v možganih, ki je direktno povezano s procesom termogeneze. Termogeneza je proces uravnavanja telesne temperature. In ko gremo mi v vodo z zavestnim dihanjem, se predel trupa zapre. Se pravi, kri iz udov gre v trup, žile se skrčijo, da se znotraj v bistvu ta jedro telesa se zapre in telo znotraj dvigne temperaturo, zato da zaščiti notranje organe. Kakšna pa mora biti temperatura vode, ne? Kako nizka mora biti temperatura vode, da lahko govorimo o nekih zdravilnih, terapevtskih učinkih te vode? Tako, v bistvu jaz pravim, da jaz osebno gledam na to, da je čim nižja, ampak nekje od 15 stopinj na manj v bistvu je že čist dovolj, da lahko aktiviramo zdravilne procese. Ja. Koliko je v Kamniški Bistrici, ne? Tam sem opazil doskrat preko slik, da se tam radi namakate. Ja, tam je v bistvu fajn, ker je celo leto temperatura nizka. Recimo po zimi je tam nekje 3,5, recimo poleti pride pa največ do 6. Največ do 6 Ja. poleti je. Se je prav osvežujoče. Mislim, zadnjič sem se ravno sprehajal, pa sem noge namočil do kolen, pa se mi ni zdelo tako hudo. Se mi je zdelo, da se pa lahko še malo potunkal noter. Nisem imel brisače s sabo. Pa se Če se ti je to zgodilo, pa si en od redkih. Ker večina ljudi proba namočati noge, pride do gležnjev ali pa do kolen, ampak je bolečina tako močna, da po pari sekundah gre ven. Ja, sem mogel najprej čez tok reke, da sem prišel na en ta peščeni otoček, kjer sem potem lahko sedel in noter. Tako da se mi zdi, da če že greš čez, ne, da si daš eno tako nalogo, zdaj bom šel pa tukaj čez, prebrodil bom kot naši predniki, ne, neko to reko, da bomo prišli na bolj rodovitna tla. Da si rečeš, če sem bil pa do kolen, pa grem lahko pa tudi že do pasu. Načeloma ja, ne, mislim, vse to bi tako po naravi bi tako moglo biti, ne, ampak mi smo izgubili stik s sabo. In stvar je v tem, ne, če se gre na ta način, v bistvu se v telesu sprosti adrenalin in mogoče bom rekel na to horuk varianto, marsikdo tudi zmore. Da zatuli, da se res pač natisne na power, ne. Ampak Da si pa tak napet, nekaj tako, da sem pa napel, pa bom šel tukaj not, bom skozi to, nič čutam, nič mi ne morajo. Ja, in nekdo recimo, ki je močan v glavi, recimo to zmore, ne. Ampak ni to poanta. Se pravi, poanta je, da gremo mi vase z dihom in da začutimo ta mir. Ker mi, ko aktiviramo te procese v telesu, v bistvu, ko gremo mi res lahko varno v vodo, so občutki neverjetno lepi. Ker če gremo mi na ta adrenalinski v bistvu način noter, ni prijetno. To je pa sam si bom zdržal, ne. In se da 10-15 sekund, da se. Tukaj pa z pravilnim dihanjem je pa popolnoma drugačna izkušnja. In ta dih res pomerja. Res povezuje s sabo in stvar je v tem, da mi s pomočjo dihanja lahko kontroliramo svoje misli pa telo v toliko ekstremnih situacij, kot je ledena voda. In zato, ker mi to zavestno počnemo, telo ne rabi sproščati adrenalina pa kortizola, to je tisto, da gremo, ne? Ampak lahko popolnoma v miru in tišini, brez vpitja, brez tuljenja, se poglobimo vase, se pravi z dihom gremo vase in se telo zaščiti in mogoče tistih 15-20 sekund je malo neprijetno, ne, ker je temperatura vode izjemno nizka, ne? Ampak ko se pa po 20 sekundah začuti ta gretje od znotraj, je pa to neverjetno prijeten občutek. Ja, si čisto predstavljam, pa tudi ne, če gremo s tem adrenalinom noter, ne, tako, da pol smo v bistvu napeti, utrujeni, ko ta adrenalin enkrat popusti, ne, če smo pa imamo pravilno tehniko in to smo pa v bistvu spočiti, napolnjeni z energijo, ko končamo. To je bistvena razlika. In to je bistvo. In bova spregovorila takoj po oglasih še o tem, kar kako gre to po stopničkah, ne, če bi se jaz zdaj k tebi prijavil pa šla. Tako da ostanite z nami, z Emilom Ledenkotom bova še govorila o ledenem kopanju in o dihalnih vajah in kako nam to lahko v vsakem dnevu pomaga. Se gledamo. Dobrodošli nazaj v naši družbi, pogovarjamo se o ledenem kopanju z enim in edinim Emilom Ledenkotom, kot je poznan. In Emil, povedal si že, kako si ti prišel do tega, kako si začel, kakšna mora biti temperatura vode in da so dihalne vaje zelo pomembne, da bi pa morda našim gledalcem predstavila, kako to dejansko zgleda. Se pravi, jaz se prijavim, te pokličem, kontaktiram preko Facebooka, e-maila in se zmenimo za
ledeno kopanje, ali kako to gre? Ja, v bistvu pri meni to poteka vse preko več ali manj skupinskih delavnic, manj tudi individualne, ampak večina ljudi se odloča za skupinske. Torej, Ja, kdo hoče sam trpeti v mrzli vodi? pa ja, nekako je ta, veš, podpora skupine je lažja, ne. A veš, je tudi, so ljudje, ki so pač individualisti, ne, ki jim dejansko ne paše skupina, ampak večini, saj v tej prvi fazi paše skupina zaradi podpore, ki se čuti, ne. In v bistvu pri meni je tako, delavnica traja cirka 4 ure, se zberemo, prve dobri 2 uri je teorija, se pravi, ljudem predstavim o pomenu dihanja pa ledene vode, pa še kakšne druge stvari v življenju povem. In po teoriji v bistvu se pa posvetimo dihalnim vajam in potopu v ledeno vodo. V bistvu stvari ful enostavne. Ne rabi nobene predpriprave, se pravi, ljudje me velikokrat sprašujejo, a se rabim doma stuširati, ne vem, z mrzlo vodo, ne vem, začeti trenirati. Ne rabi nič. Torej, k meni 90% ljudi na delavnico pride, ki niso imeli niti ene izkušnje z mrzlo vodo. Torej, ne stušam, kaj šele z ledeno reko ali jezerom. Se pravi, popolnoma brez izkušenj. Istočasno pa zelo prestrašeni. In fascinantno je pol to, ker jaz v življenju nisem videl toliko strahu v očeh ljudi, kakor ko pridejo k meni na delavnico. Pa poznam veliko ljudi. Ampak niti enkrat do zdaj pa ni bilo, ker ne bi zmogel. Torej, imel sem od 14-letnikov do 78, je bila najstarejša gospa, čist vsi so šli v vodo. Torej, prvič in definitivno ne zadnjič, ker se vsi vračajo. Se vsi vračajo. Ja. In kakšne pa so te dihalne vaje? Mogoče lahko demonstriraš kakšno osnovno, ker sem prepričan, da to tudi brez vode pridejo prav kdaj take vaje, da se nas malo pomirijo, če imamo kakšno res stresno situacijo ali pa kaj takega, lahko deluje zelo meditativno. Absolutno, absolutno. Jaz vedno pravim, da je pravilno dihanje je 80% vsega. Mrzla voda je pa 20%. Sicer je zelo podporna, neverjetno moč ima, ne? Ampak če ni pravilnega dihanja, je učinek mrzle vode precej manjši kot sicer. V bistvu te vaje so zelo enostavne, delajo se globoki vdihi pa lahkotni izdihi. Vmes se dela tudi zadrževanje zraka, s tem se v bistvu sprožijo določeni procesi v telesu, ki nas zaščitijo in bom rekel, potem vse skupaj je precej bolj enostavno, kakor si ljudje sploh lahko predstavljajo. Kdo je bil pa prvi, ki si te pridružil, ko si pa ti enkrat rekel, da boš pa svoje znanje zdaj začel prenašati naprej, koga si prvega zvabil v vodo, kakšnega sorodnika, dobrega prijatelja? V bistvu, ja, od začetka to je bil Željko Zagorac. Takrat, če nisem imel delavnic. Pač, jaz sem takrat v prvi fazi sem ene par prijateljev, ki so mi blizu, pač sem jih peljal skozi to izkušnjo in so bili toliko zadovoljni, da so še danes ob meni. Iz delavnice sem pa začel pol šele čez 2 leti pa pol, tako da na ta način. Na ta način. In kam najraje pelješ ljudi? Mislim, da sem že omenil, Kamniško Bistrico, da tja rad zahajaš, ker je konstantna temperatura vode. Tako je. Imaš še kakšne druge lokacije, ki so ti pri srcu, kamor lahko pelješ? Definitivno. Večino časa se zadržujemo v Kamniški Bistrici, občasno pa gremo tudi, ne vem, na Trilobit, to je Javorniški rov nad Jesenicami, potem jezero Jasna, Cerkniško jezero, Bloško jezero. Tako, je par lokacij, ki so res luštne, no. Ampak večino časa smo pa na izviru Kamniške Bistrice. Jasne kahle. Kaj pa morska voda? Po zimi morda? Ja, po zimi ja, definitivno. Recimo tam rečemo od novembra do aprila, recimo, sigurno je tudi morska voda je čist, bom rekel, primerna za to početje. Ja, doda sol še kakšno ekstra plast vsej tej izkušnji? Pa ja, ker to so minerali in sigurno v bistvu tudi to na neki način telo nahrani. Tako da sigurno tudi morska voda zelo blagodejno vpliva na telo. Kdaj pa potekajo ledena kopanja? Tako je. Čez dan, popoldan, kdaj se ti lahko ljudje pridružijo? V bistvu tako, prvi korak je vedno delavnica, zato ker moj namen je, da se ljudje pravilno naučijo izvajati dihalne vaje in varno stopati v mrzlo vodo. Torej, to lahko potem počnejo tudi doma. Po delavnici se pa vsak odloči, ali se bo pridružil nam na rednih tedenskih srečanjih ali bo nadaljeval pot sam. Pri teh tedenskih srečanjih imam jaz 6 terminov na teden, torej mi se dobimo od torka do nedelje vsak dan.
enkrat dopoldne, enkrat popoldne, se pravi, imamo mešane termine in hodijo ljudje iz cele Slovenije na ta tedenska srečanja, vsaj enkrat na teden ali pa dvakrat, nekateri več. Bistvo je pa to, da imam termine tako narejene, da vsak lahko vsaj enkrat na teden najde čas, da se nam pridruži. Seveda tisti, ki so mu blizu skupinska srečanja. Med oglasi ne sva se hecala, ne, kaj pa ne, če nimamo zdaj dostopa do mrzle vode, ne, pa sem jaz rekel, se gremo lahko not v skrinjo in si ti bi povedal, da dejansko ljudje si nekateri napolnejo skrinjo kar z vodo, če jo imajo in potem to uporabljajo kot zelo mrzlo džakuzi. Pa ja, tisti, ki imajo možnost, recimo, ne vem, uporabljajo kakšen čeber lesen ali pa tudi skrinjo v bistvu preklopijo in pustijo vodo toliko, da zamrzne in potem pač tisto plast ledu, ki se na vrh naredi, razbije in gre noter. Tako da ljudje se znajdejo na različne načine. Tako ti tudi greš po zimi na kakšno prav zamrznjeno jezero, si žagaš luknjo. To je najboljše. Da je tako, še ta občutek tega žaganja, te luknje, tako prvinsko se nekako se mi zdi, ne, in potem, pa da ne, da boš ribice lovil, ne, ampak greš pol sam. To je tisto, v bistvu, kar mi je najbolj fascinantno, ne, in to ljudje pravijo, pa to je pa nemogoče, ne, v bistvu pa sploh ni nobene razlike, ne. Sam tisto občutek, ne, ko v bistvu vzameš tisto motorko pa žagaš luknjo v ledu, ne, je bolj tisto občutek, ko vidiš, ne, da je toliko debela plast ledu, ne, in ti greš v vodo, ne, ampak v bistvu ta izkušnja je čisto ista kot vsaka druga. Tako da, ko enkrat se naučiš pravilno dihati, tukaj sem ti prej rekel v pauzi, pa bi to rad ponovil gledalcem, da ni stvar v vodi, ampak je stvar v nas. Ker govorila sva o tem nekem adrenalinskem vstopu v vodo. Da lahko, če se damo, če smo močni, da gremo pač čez. Se pravi, da se vse. Ampak raven tukaj govorimo o tej razliki, ker je voda, to sem se naučil skozi lastno izkušnjo, voda je naša najboljša učiteljica in nam vsak trenutek kaže, kje se nahajamo. Ker bolj, ko smo mi na hard, pa gremo, ne vem, agresivno vodo, bolj je voda agresivna do nas. Bolj, ko smo mi mehki do sebe, bolj nežni, bolj je voda mehka do nas. Tako da v bistvu sploh ni poanta v vodi, ampak v nas. In taki, ko smo mi, se voda odziva. Emil, zdaj, če bi jaz se želel s teboj iti kopati, rekel si, najprej se moram pravilno naučiti dihati. In kdaj pa potekajo delavnice dihanja? Ker si rekel, da imaš ti od torka do nedelje 2 termina na dan. Ne, vsak dan imam en termin. Se pravi, 6 terminov na teden. 6 terminov na teden imaš, ne, tako da se lahko prilagodijo, ampak vsak ta termin je tudi delavnica dihanja? Ni, ne? Ne, delavnice so pa v bistvu enkrat na teden, pa potekajo ob sobotah ali nedeljah. V sobotah, nedeljah, kje se ponavadi dobite, tu v Ljubljani? V bistvu teorijo imam vedno v Radomljah, imam en prostor najet, potem po teoriji se pa prestavimo z avtomobili v Kamniško Bistrico in tam imamo še dihalne vaje, pa potop. Aha, pa takoj gre. Ja, zdaj ko je en dan pauze vmes. Ni pauze. Med teorijo pa prakso. Ne, zato ker v bistvu jaz hočem, da to ljudje naredijo takoj, ker če jim dam čas vmes, da razmišljajo, se še toliko več strahov klop, ker pol glava dela, odpori se pojavljajo in je pol težji. Tako da jaz naraj vidim, da se ljudje odločijo, pridejo in naredijo. Zdaj sem se spomnil, ne, kakšen je pa proces, ko gremo ven iz vode. Jaz si predstavljam, da to zdaj vse poteka zelo umirjeno. Mi gremo umirjeno not v vodo, ni tako, da zdaj not stečemo, pa se potopimo, pa tako, ne, pač koliko časa smo v vodi? Zdaj tako, tukaj bi tudi to rad poudaril, ne, da čas ni pomemben in jaz ljudem vedno poudarjam, da to ni tekmovanje, to je potovanje. In načeloma minuta pa pol do 2 zadostuje za aktivacijo vseh fizioloških procesov v telesu. Kar je pa več, je pa v bistvu trening fokusa, pa še malo poglabljanje vase. Koliko časa recimo ti preživiš notri, ko si zdaj že tak guru ledenega potapljanja? Vse delam po občutku. Največkrat sem recimo tam med 7 pa 10 minut, bil sem, ne vem, tudi že pol ure, tako da, ampak res ni pomemben čas. Pač pomemben je, da mi poslušamo svoje občutke, ker telo nam vedno da znak, kdaj je dovolj. Če smo le v miru, v stiku s sabo, nam telo vedno pove, kdaj je dovolj. Enkrat bo to po 3 minutah, enkrat po 5, enkrat po 15, odvisno v kakšnem stanju smo ta dan, energijskem ali pa razpoloženju in tako naprej, vse vpliva. In zato je fajn v bistvu, da ne štopamo, ampak da smo v stiku s sabo in ko začutimo, da je dovolj, gremo iz vode ven. In tudi umirjeno, ne, gremo iz vode ven, verjetno. Absolutno. Tako, ko vstopamo v vodo, tudi izstopamo iz vode. Torej, gremo umirjeno noter, umirjeno ven. Kakšen je pa proces sušenja?
A vi pustite, da se naravno posušite, še kaj na vetrčku, ali Ja. zdaj priporočljivo imeti kakšen kopalni plašč s sabo? Zdaj tako je v bistvu. Mi, ko pridemo ven iz vode, naredimo še eno qigong vajo, tako da na tam nekje 5 do 10 minut recimo po izstopu iz vode se še ne obrišemo. Tako da nekako na pol ali pa na 3/4 se mi posušimo v bistvu že s temi vajami. Tudi sredi zime. Tako. A pa še, kakšni so te občutki pol? Tako, a pa še kaj pojesti takrat, ali smo tako nekako zadoščeni za nekaj časa z vsem? Čisto odvisno do sebe. Eni so lačni ko volki po vodi, enim pa ne paše jesti. Ampak najbolj je to, tukaj moja prijateljica je rekla en zanimiv stavek, ne. Kakšna je razlika recimo pred vodo pa po vodi, ne. Je rekla, v vodo grem ena, iz vode pridem druga. Neverjeten, kakšne spremembe v telesu se zgodijo v tako kratkem času. In je lahko človek pride utrujen, slabe volje, ne vem, pod stresom, karkoli. Ko pride iz vode, je popolnoma obnovljen, prenovljen, neverjetni občutki. In zato tudi v bistvu, ko pridemo ven, ko telo od znotraj še greje, ne, nas ne zebe. In zato pravim, da se ne rabimo mi isti trenutek obrisati pa obleči, ker telo toliko dela od znotraj, da enostavno nam je toplo. Tako. Kdaj je delavnica ta teden? Naslednjo je, ker imamo vse zaseden. Vse je že zasedeno. Naslednja prosta je 30. maj. 30. maj. No, tako da je kar zasedeno. Ste videli, da se bom moral zgodaj prijaviti, Emil, ampak mislim, da se pa definitivno bom. Jaz hočem to izčutiti. Veliko mojih prijateljev to prakticira, ki so me tudi napotili do tebe, da te moramo povabiti, da bo to izredno zanimiva tematika in tudi je. Emil, najlepša hvala za obisk in upam, da se še srečamo, morda kdaj na terenu. Ne? Hvala za povabilo in jaz bi se predvsem rad srečal na terenu, ker je izkušnja tista, ki šteje. Tako, se bom jaz prijavil na tvojo delavnico in bom šel jaz za naše gledalce na teren se potopiti v ledeno vodo, da vidim, če tudi jaz drug pridem ven. Definitivno ja. Tako. Emil, najlepša hvala za obisk, veliko uspeha še naprej in hvala, da pomagaš ljudem, da deliš svoje znanje naprej in definitivno nisi bil zadnjič naš gost. Mislim, da se bomo še veliko krat videli. Hvala za povabilo in se veselim prihodnjih srečanj. Tako. Vi, cenjeni občinstvo, pa tudi ostanite z nami, kajti samo na hitro smuknemo v oglase, potem smo pa že nazaj in gremo na teren do naše pije. Se gledamo.